Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, spoštovani gostje. Med vas in nas prihaja predsednik stranke dr. Robert Golob.
Kako ste Svoboda? Ste kaj svobodni? Edino elektrika je spet crknila, sem slišal. Smo pa zato pripeljali sonce, da ne bi bilo mraza. Ok. Spoštovani prijatelji, drage prijateljce, soborke in soborci za svobodo. Res sem vesel, da sem danes z vami. Če mislite ploskat, ploskite, to pa ne me moti. Dobrodošli na Festival Svobode, na festival upanja, poguma, predvsem pa festival za prihodnost. In danes niti približno ni zaključek česarkoli. Je pa zagotovo začetek enega novega, veličastnega poglavja. Poglavja, v katerem bomo gradili skupaj prihodnost za vse nas. In to takega poglavja, da bo na njega vsi ponosni. Jaz vem, da se vsi še spomnite pred 3 leti, ko smo se podali na to pot, kako so govorili, ne rabimo še enega novega obraza. Itak nimate izkušenj, nimate programa in ne bo vam uspelo.
In danes smo tu. Ne samo, da smo danes tukaj še vedno, ampak smo vztrajali na temu iz enega preprostega razloga. Ker nismo šli po oblast, ampak smo šli po nekaj, v kar smo verjeli, da je prav. In šli smo po spremembo, ker smo hoteli vpeljati spremembo in ta sprememba je danes živa in raste in z njo živimo tudi mi. In to je tisto, kar največ šteje. In ja, eni to imenujemo normalnost. In normalnost je včasih dolgočasna, razen kadar je ni. Takrat jo vsi zelo pogrešamo. Ni pa nikoli normalnost samoumevna. In zato mi, za razliko od drugih, ne sovražimo, ampak gradimo zaupanje. Za razliko od drugih ne rušimo, ampak gradimo prihodnost. In normalnost vedno temelji na dveh preprostih načelih. Spoštovanje in sodelovanje. Nič bolj kompliciranega. Začne se s spoštovanjem. Ampak danes sem ponosen tudi na to, da nam je uspelo ne samo Svobodi, ampak levi koaliciji, naši vladi, skupaj povezani stranko Socialnih demokratov in stranko Levica, ustvarjati boljšo prihodnost. In bi rad res pozdravil, kje ste, evo. Dajmo en močen aplavz za Tanjo iz Socialnih demokratov in Asto iz Levice. Ker edino skupaj, povezani, na levi sredini, smo lahko branik pred desnim populizmom. Pred populizmom, ki želi izničiti vse, od zgodovine, sedanjosti in tudi prihodnosti. In zato moramo ostati skupaj, povezani v spoštovanju eden drugega, v spoštovanju različnosti in hkrati graditvi boljših rešitev. In osnova za spoštovanje je največkrat spoštljiv dialog, pogovor. In zato prisegamo na socialni dialog. Zato prisegamo, da spremembe, ki jih izvajamo, jih ne izvajamo po navdihu, ampak skozi trda pogajanja s socialnimi partnerji. Ker verjamemo, da edino skozi pogovor in dialog lahko pridemo do najboljših rešitev. Ker vsak od nas, ne samo tu noter vsak od vas, vsak od nas lahko doprinese svoj del. In če si vzamemo dovolj časa in smo dovolj spoštljivi, bomo ta potencial vsakega od nas tudi znali odkleniti v dialogu. Ja, zato traja včasih kakšno leto dlje. Saj mandat je 4 leta. Koga briga pri mesecu? Ker zdaj po 3 letih smo prepeljali socialni dialog do konca in to pozitivnega. Ker smo vztrajali in bili spoštljivi. In tudi reforme, o katerih se toliko govori, sprememba, če hočete, ni statistika. In je ne delamo zaradi sebe. Še manj jih delamo zato, ker bi bile enostavne ali pa lahke. Ne, vsi ostali so se jih izogibali, ker so težke. 30 let. Mi jih pa delamo, ker verjamemo, da je to prav, ker je to prav za ljudi in ker so reforme ljudje, obrazi in njihove usode. In zato bomo na njih vztrajali. In tako kot je zdravstvena reforma potrebna za to, se ne bomo spraševali, da če zbolimo, ali si bomo lahko privoščili zdravljenje pri zasebniku, tako da se ne bomo spraševali, ali je za naše otroke v šoli in v vrtcih dobro poskrbljeno, ker so učitelji in vzgojiteljice, smo jim izkazali spoštovanje in dali dostojne plače, zato je bila potrebna plačna reforma, zato bomo morali narediti stanovanjsko reformo do konca, da bodo mladi si lahko končno začeli ustvarjati domove, da ne bodo odvisni od nas staršev. In vsem tem reformam je skupna ena stvar. Temeljni gradnik naše vizije za naprej, ker jo imamo, še kako.
In naša vizija je, da Slovenija je socialna in bo ostala socialna država, v kateri bomo poskrbeli za vsakogar. Ne glede na njihove sposobnosti, ne glede na to na stisko, v kateri se je znašel v življenju, ker včasih se znajdemo v stiski, za kar nismo nič odgovorni. Gradili bomo javni sistem. Vrnili ga bomo tja, kjer je že bil. Javno zdravstvo, javno šolstvo. Kajti to je tisto, kar daje dostojanstvo vsem nam, tistim, ki smo na začetku poti in tistim, ki so na koncu poti. Samo zato, ker imamo močen javni sistem, lahko govorimo o pravi socialni državi. In ne bomo dovolili nobene razgradnje, ne bomo dovolili, da bi zasebni kapital narekoval tempo, ne reform, ne prihodnosti, ampak da bomo mi kot skupnost tista, ki bo poskrbela za svoje ljudi. In sam neizmerno verjamem v moč znanja. Neizmerno verjamem v to, da ko bo Slovenija dejansko zaobjela, da mora postati v vseh porah družba znanja, da takrat bodo vse poti v prihodnost bistveno boljše in lepše. Zato od prvega dne te vlade vlagamo v znanje. Ne samo reforma šolskega sistema, ne, bistveno več. Podvojili smo denar za vlaganje v znanost, v inovacije. Podvojili smo sredstva, ki jih namenjamo za to, da se razvijajo znotraj šolskega sistema tudi vse ostale dejavnosti, ne samo vzdrževanje stanja, razvoj šolskega sistema. In to je tisto, na čemer bomo delali še naprej, zato ker če ne bomo imeli znanja, ne bomo imeli prihodnosti. Zato gradimo superračunalnik, zato razvijamo umetno inteligenco, zato smo med najboljšimi, ne samo v Evropi, ampak v svetu na tem področju, ker vemo, kaj je prihodnost. In ja, še kako dobro se zavedamo, da celotna družba in socialna blaginja temelji na naših delovnih ljudeh. Na delovnih ljudeh, ki vsak dan neumorno in predano ustvarjajo vrednost za celotno družbo. Delovnih ljudeh, ki si zaslužijo dostojno plačilo. In ja, mogoče ne bomo prišli tja v enem koraku, bomo pa skozi znanje in skozi gradnjo novih kvalitetnih delovnih mest prispevali k temu, da bo za vse delovne ljudi prihodnost lažja in boljša. Zato imamo v tem trenutku ne samo rekordna vlaganja v znanost, ampak tudi rekordne tuje investicije v kvalitetna delovna mesta. Več kot v zadnjih 10 letih, nikoli še takega vala tujih investicij v kvalitetna delovna mesta v Sloveniji za Slovence. Žal živimo v časih, ki niso naklonjeni miru. Vsak od nas lahko dnevno spremlja ne samo vojno v Ukrajini, predvsem pa genocid v Palestini. In ja, meje so krhke in mednarodni red je dobesedno padel. Močni si lahko privoščijo marsikaj. To, kar smo bili prepričani, da se nikoli ne bo ponavlja, se danes ponavlja na Bližnjem vzhodu. In zaradi tega je varnost točka, na kateri ne smemo popuščati. Ampak varnost ne pomeni samo nakup več orožja. Samo orožje nas ne bo nikoli ubranilo, še manj nam bo povečalo varnost. Tisto, na kar mi prisegamo, je, da je varnost bistveno več kot samo orožje. Varnost je to, da vključimo vsakega od vas, vsakega od nas v izgradnjo sistema, ki bo odporen. Bo odporen na naravne katastrofe in bo odporen na človeške neumnosti in človeški pohlep. In edino na ta način bomo lahko zgradili sistem, v katerem bodo otroci varni, ko bodo šli v šolo in vsak od nas varen, da mu poplave ne morejo vzeti vsega, kar je zgradil v življenju in da bomo poskrbeli zanj. Odpornost družbe je tista ključna sestavina, na katero bomo gradili mi svojo varnost in gradili jo bomo v skladu z našo tradicijo. Tradicijo, ki so jo začeli borci za severno mejo, nadaljevali tigrovci, partizani in potem tudi teritorialna obramba in milica.
niti eden od teh borcev ni bil poklicni vojak, zaposlen v Slovenski vojski. Vsi so bili prostovoljci, vsi so s svojim srcem hrepeneli po eni stvari, čuvati materni jezik in se boriti za svobodo. In v tej tradiciji bomo nadaljevali tudi mi, na tej temelji bomo gradili našo varnost za naprej. In jaz si upam trditi, da ne samo tu noter, ker čutim pozitivno energijo, ampak da tudi sicer po vseh raziskavah, ki jih ne dela vlada, delajo jih Evropejci, smo Slovenci med bolj zadovoljnimi narodi v Evropi. Človek bi si rekel, kakšen paradoks, ko posluša medije. Ni paradoks. Veste, zakaj ni? Ker naše zadovoljstvo, tudi moje, izhaja iz tega, da živimo v varni državi, v socialni državi, v državi, kjer se počutimo enakovredne. Od tu izhaja naše zadovoljstvo. In na tem bomo delali naprej, ker bomo vsi enakovredni, kjer mi ne bo težko iti, ne samo na festival svobode, tudi na festival harmonikarjev ali pa rockerjev, če hočete, kamorkoli mi bo srce poželelo in se bom tam počutil sprejetega in enakovrednega. Ne glede na pozicijo, ne glede na bogatstvo, ne glede na moč, ker moč je nekaj, ki pride in gre. Dostojanstvo človeško in spoštovanje pa ostane zavedno. In jaz si želim, da ravno na teh besedah, zadnjih besedah, naslednje leto, vsak dan znova in vztrajno gradimo našo skupnost. Našo skupnost naslednjih 12 mesecev in naslednjih 4 leta. Zato, ker je to tisto, kar Slovenija potrebuje. In mi imamo pogum, imamo znanje, imamo predanost, da skupaj zgradimo boljšo Slovenijo. Hvala, svoboda! Hvala lepa, predsednik, za vaše besede. Vendar vas bom prosila, da se mi pridružite znova na odru. Pridete, odlično. Vas lahko povabim nazaj na oder. Saj ste med ljudmi tudi, ko ste na odru, je res? Je. Hvala lepa, predsednik, da mikrofon, ne vem, poskusiva, kater bi deloval. Hotela sem se vam zahvaliti za vaše prepričljive, navdihujoče besede. Hvala, da ste se dotaknili žlahtnih pojmov, žlahtnih konceptov, kot so, zlasti sem prisluhnila, znanje, srce, svoboda. Hvala lepa in še enkrat en velik aplavz. In v tem srčnem, svobodnem vzdušju bom prosila predsednika, da podeli, in en manjši uvod bo prej, Val svobode 2024 za posebne dosežke v letu 2024. Skratka, posebno priznanje. Če ste za to, lahko začneva. Takole smo zapisali. Predsednik, lansko leto ste Val svobode za posebne dosežke v letu 2023 podelili vsem lokalnim odborom Koroške regije. Zaradi njihove odzivnosti pri poplavah avgusta 2023. Nesebično so pomagali prizadetim v poplavah svojim sosedom, sokrajanom. Ne samo pri intervenciji v tistih najhujših trenutkih, ampak tudi kasneje pri sanaciji in obnovi. Takoj se je odzvala celotna vlada. Stekla je intervencija, potem sanacija in obnova. Zunaj, tukaj v Arboretumu v obliki razstave Svoboda za Slovenijo vidimo veliko zaključenih projektov obnove, tako da ste, predsednik, svojo ekipo, Slovenijo uspeli postaviti nazaj na noge. Tako je bilo leta 2023. Zdaj pa poglejmo, kaj je bilo v letu 2024. In zdaj je tisto najpomembnejše priznanje na vrsti. In takole bom rekla. Spoštovani, prejemnik priznanja Val svobode 2024 za posebne dosežke je poslanska skupina Gibanje Svoboda za izjemno aktivno
in uspešno delovanje na področju sprejemanja zdravstvene reforme. Na oder vabim vodjo poslanske skupine Gibanje Svoboda, magistrico Natašo Avšič Bogovič in predsednico parlamentarnega odbora za zdravstvo, magistrico Tamaro Kozlovič, ter seveda vse danes prisotne poslance Gibanja Svoboda. Prosim, pridružite se nam na odru. Val svobode 2024. Dobro, ta čas, ko hodijo na oder, moče se bi komu zdelo to samoumevno. Jaz vam povem, da ni. Prav v letošnjem letu je poslanska skupina zaključevala reforme. Če smo v preteklosti delali na drugih področjih, tudi skozi socialni dialog, je bilo letos treba reforme zaključiti. In ta zaključna faza je zmeri v bistvu najtežja. Najtežja zakaj? Zaradi tega, ker je treba zdržati vse pritiske. Treba zdržati, da te ne razbijejo, da ti ne usilijo pogledov, ki niso tebi, in zdržati tudi pritiske, da si res prepričan, da to, kar počneš, je prav. In če kje, se je prav na reformi zdravstva to pokazalo kot najbolj izrazito. Tako da, zato so si definitivno, kje je Tamara, ni, ne, tako je skromna, da se ne noče priti na oder, ampak borila se je še toliko bolj. Ja? No, ampak nič za to. Borila se je kot vodja odbora, ne samo ona, navdihovala vse poslanke in poslance in Nataša skrbela za to, da so ostali povezani med sabo, kohezivni in ne si misliti. O vsaki stvari imajo 10 različnih mnenj. In nič narobe s tem. Še naprej jih bo imeli, kaj je treba stopiti skupaj, delajo kot eno. In to ne nam bo vodilo. Spoštujemo različnost, hkrati delajmo skupaj. In potem ni ovir. Zdaj pa mi dovolite, predsedniki in prejemniki priznanja, da priberem utemeljitev. Hvala lepa, predsednik. Ta nagrada nam pomeni zelo veliko. Tamara, če nas mogoče gledaš, ker je live streamano, tako da hvala tudi stranki, da nam je omogočila to. Tamara, hvala ti za vse. Radi te imamo in zelo, zelo te spoštujemo. Ker sem pa jaz danes že kar nekaj tega povedala, bom dala mikrofon namestnici Terezi Novak, ki je tudi bila ves čas aktivna in zelo delovna članica odbora za zdravstvo. Tereza, izvoli. Ja, hvala lepa, Nataša. Torej, drage vse prijateljice in prijatelji, mi smo tudi ponosni na to, kar smo naredili. Ne samo mi v poslanski skupini, tudi z vsemi našimi kolegi iz strokovnih služb in seveda z imenitno ministrico, ki bi mogla biti zdaj z nami na odru, tako da prosim ministrico, da pride na oder. Mislim, da ja, in seveda nič od tega nam ne bi uspel, če ne bi imeli v parlamentu tudi izjemno dobre koalicijske partnerje. Mi smo tlele vsi, ki nas vidite, res dobra ekipa. Veseli smo, da smo skupaj in zelo dobro delamo tudi z vsemi drugimi v parlamentu. Zdaj pa še podpredsedniku odbora. Hvala lepa. Odbor za zdravstvo je skupaj z ministrstvom začel to zgodbo. Končali smo jo pa vsi poslanci. Brez nas vseh teh napredka ne bi bilo. Tudi brez vas ne. Torej mislim, da ves aplavz za celo Svobodo. Če mi za trenutek dovolite, mislim, da je prav, da ob tako lepem zboru preberem še nekaj lepih besed, utemeljitve, obrazložitve za to lepo priznanje, ki ste ga prejeli. Poslanska skupina priznanje prejme za politični pogum, da so stopili v bran javnemu zdravstvu, za odločnost, da zdravje ljudi postavijo pred interese zasebnih lobijev, za to, da niso klonili pred pritiski, temveč so izbrali ljudi,
za neomajno vztrajanje, da mora biti javni zdravstveni sistem dostopen, pravičen in solidaren, za jasno sporočilo, zdravje ni tržna dobrina, temveč temeljna pravica vseh. Čestitke. Najlepša hvala vsem. Prosim, izvolite. Vse prejemnike priznanja smo naprosili, da se vrnejo na svoja mesta. Jaz pa prosim predstavnike medijev, da se predstavijo do prostora za medije, kjer bo izjava. Spoštovane, spoštovani, zdaj pa je čas, mislim, da za druženje. Je čas za to, da doživite festival in da se, kot smo rekli že na začetku, sprehodite po parku, sprehodite pod sinjim nebom, pod svobodnim soncem. Hvala lepa in lepo druženje želim. Ti si jih zaželela?